Dober dan vsem skupaj. Predlagam, da začnemo. Sicer čakamo še enega gosta, ki se nam bo priključil v nadaljevanju. Za začetek mogoče samo par tehničnih napotkov. Žal boste mogli malo telovaditi med novinarsko, pa boste mogli mikrofone predstavljati k vsakemu sogovorniku, ko bo imel pač besedo. Tako da žal drugače ne gre. Bomo tudi mi z naše strani malo potrpljenja za to logistiko, da bodo lahko uspeli predstaviti. Dobili ste vabilo na današnjo novinarsko konferenco. Čez približno pol ure bodo v Državnem zboru razpravljali in kasneje odločali o predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Tu prisotne organizacije že dlje časa opozarjamo, da predlog zakona ne rešuje osnovnega problema, in sicer to, da so ponudbe, ki jih dobivajo podjetja, še vedno previsoka. In tudi uredba o zamejitvi cen električne energije ni prinesla tistih rezultatov, kot jih je gospodarstvo pričakovalo. To pomeni seveda, da model subvencioniranja, ki ga ta zakon predvideva, ne bo imel pravega učinka. Pa bi prosil najprej predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, Tiborja Šimunko, da otvori novinarsko, prosim. Ja, hvala. Zdaj, glede na to, kar ste povedali, bi želel poudariti sledeče. Navkljub subvencijam, ki jih ta zakon prinaša, danes se namreč ta zakon sprejema v Državnem zboru, bodo naša podjetja še naprej dobivala precej višjo ceno kot njihovi konkurenti v tujini, predvsem za nas pomembno v Evropi. Če smo zelo konkretni in vzamemo model posebne pomoči in intenzivne pomoči, ki jih ta zakon predvideva in prinaša, potem v primeru, da vzamemo povprečno ceno prejšnjega tedna, po kateri so naša podjetja dobivala ponudbe in zaključevala zakupe elektrike za prihodnje leto, in ta cena nekje na nivoju 460 evrov za megavatno uro, potem kljub subvencijam je končna cena za naša podjetja nekje okrog 316 evrov za megavatno uro. To je še vedno bistveno višja cena, kot imajo na primer naše konkurence v Nemčiji, v Italiji, Avstriji, v Skandinaviji, Španiji, Portugalski, Franciji in tako naprej. Zdaj, kako smo lahko sploh v tujini konkurenčni, kamor je slovensko gospodarstvo zelo močno usmerjeno? Slovenija je izvozna država in izvoz je motor naše ekonomije, našega gospodarstva. Da ne govorim širše, če smo že zaradi nespametnih potez in pa neodgovorne politike, ki jo Evropska komisija v zadnjem obdobju sprovaja, že izgubili konkurenčnost na globalnem nivoju, to se pravi izven Evrope, jo zdaj mi kot slovenska podjetja, slovensko gospodarstvo izgubljamo tudi znotraj Evrope. Zakaj? Zaradi tega, ker se nekatere države, ko so videli, da ti modeli, ki jih je Evropska unija želela realizirati in implementirati, ne prinašajo ta pravih rezultatov. Namreč cene na evropskih borzah so še vedno previsoke in zato, kot vidite, so se tudi nekatere države odločile, da grejo neko samostojno pot, so uvedle kapice in podobne mehanizme. Če vzamem na primer samo našo konkurenčnost v primerjavi z Ameriko. Amerika ima ta trenutek ceno elektrike na nivoju 70 evrov za megavatno uro in plin na nivoju $17 za megavatno uro. Slovenija izvaža tudi v Ameriko. Mi moramo blago pripeljati v Ameriko, določene vrste naših proizvodov imajo tam še carino, 20–25% carine in konkurirajo torej z ameriškimi podjetji, ki imajo bistveno nižjo ceno energentov. Torej, naša konkurenčnost, in to je tudi zbornica skupaj s kolegi iz ostalih zbornic in združenj stalno poudarjala od septembra naprej, nismo želeli, nismo igrali na karto velikih pomoči države, želeli smo samo konkurenčne pogoje za naša podjetja v Evropi. Hvala lepa. Predsednik, druga težava, s katero se prav v teh dneh srečujejo podjetja, predvsem veliki porabniki, je tudi ta, da morajo
do konca leta skleniti pogodbe, sicer jim grozi odklop z omrežja. Gospod Cvar, verjetno tudi med vašimi člani je kar nekaj takih, ki so zdaj v hudi stiski, kaj se odločiti. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Najprej bi samo ponovil besede, ki jih je izrekel predvčerajšnjim predsednik vlade v Bruslju in veljajo tudi za nas. This is not enough, this will not work. Torej, to, kar v parlamentu nikakor ne zadostuje in ne bo delovalo za slovensko gospodarstvo. Če vam morda v nadaljevanju podamo primerjavo cen za gospodarstvo, ki bo veljalo v Sloveniji, in cen električne energije, ki bodo veljale v Nemčiji, nam je povsem jasno, da s takšnimi cenami slovensko gospodarstvo ne more konkurirati. Res je, v zadnjih dnevih dobivamo številna vprašanja naših članov, kaj naj storijo, ali naj sprejmejo ponudbe za podpis pogodb za odkup električne energije prihodnje leto, ki so, kot je že bilo povedano, nad 450, 460, celo več evrov za megavat, in seveda s temi cenami ne moremo konkurirati ne evropsko, kaj šele globalno v gospodarstvu. Tako da tukaj imamo sedaj dilemo, tik pred zdajci, torej leto se zaključuje. Vprašanje je, kako bomo sploh, bi rekel, sprocesirali podpis pogodb, ki jih številna, mnoga podjetja, večino podjetij, ki niso imeli sklenjenih pogodb za prihodnje leto, še lahko torej podpišejo. In to je torej glavno vprašanje, tik pred zdajci. Hvala lepa. Gospa Lah bo naslednja, in namreč trgovine verjetno ne bodo zapirale svoja vrata, bodo pa morale višje cene energije prenesti na potrošnike, kar bo zagotovo vplivalo tudi na inflacijo. To ste v zadnjih dneh tudi že javno opozorili in spet smo v nekem začaranem krogu. Tako da, gospa Lah, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi v imenu Trgovinske zbornice Slovenije. Naj uvodoma rečem, da to, kar je kolega Cvar uvodoma izpostavil vprašanje našega predsednika vlade v Bruslju, se sprašujem, ali je bilo to vprašanje vsebinsko ali pa je bilo vprašanje retorične narave. Mi smo namreč od septembra skupaj z pristojnimi ministrstvi iskali ustrezno rešitev, jo tudi večkrat predložili v smislu zamejitve cene, torej neke vrste kapice, vendar kot da bi 3 mesece govorili drug mimo drugega. Koncept slovenskih pristojnih administrativnih, torej administratorjev državnih, je ostal popolnoma enak, kot je bil v začetku, z rahlimi izboljšavami, ki smo jih dosegli, vendar ki neposrednega vpliva na ceno električne energije nimamo. In to vprašanje, ki ste ga zastavili okrog inflacije, je pravzaprav ključno vprašanje naših prihodnjih dni. Če se vrnemo nazaj v čas covida, lahko z gotovostjo trdim, in tudi vi to dobro veste, da je tako veleprodajni kot drobnoprodajni sektor v trgovini storil vse, da je obdržal inflacijo, maloprodajne cene seveda, in s tem tudi inflacijo na nekem sprejemljivem nivoju. Kako je to dosegel? Skupaj z preskrbovalno verigo in tudi z nekaterimi predelovalci, tako da se je zajedal v svoje lastne rezerve. In teh rezerv niti dobavitelji, pa niti predelovalna industrija v Sloveniji, še manj pa trgovci, nimamo več. Bruto marža, če jo primerjamo, slovensko bruto maržo za tistimi v državah Evropske unije, je praktično na repu.
Samo 3 države v Evropski uniji imajo nižjo bruto maržo od Slovenije in kot sem rekla, rezerv ni več. In tako visoke električne energije, cene, kot so bile povedane predhodno, seveda se zadevajo tudi v trgovini in pred nami je pravzaprav zelo težko obdobje. Če smo mi še zadnje 2 meseca v upanju, da bo vlada le sprejela kapico pri električni energiji na nekem razumnem nivoju in s tem namenom smo zaustavljali dvig cen osnovnih živil, pa tudi ostalih proizvodov v trgovini, v upanju, da se bo to zgodilo, to se ni zgodilo in z veliko gotovostjo trdim, da bo že mesec december, še prav posebno pa mesec januar, eksplozija maloprodajnih cen, ker dobavitelji in tudi trgovina preprosto tega ne vzdržimo več. Ne pozabimo, da je pred nami tudi dvig, torej usklajevanje minimalne plače za inflacijo, in seveda tudi to, da dohodninska zakonodaja, ki je bila sprejeta k situaciji, ki je v Sloveniji, nikakor ne bo pozitivno pripomogla, pač pa bo imela kvečjemu negativne učinke. Če me sprašujete, ali bo trgovina zapirala svoja vrata, morda tudi. In sicer na tistih točkah, ki so bile že do sedaj mejno profitabilne, brez dvoma je to popolnoma logična posledica. Če me sprašujete, ali bo prišlo do viška delovne sile, tudi v trgovini razmišljamo v to smer, bojimo se tega koraka, vendar preprosto trgovina predstavlja 33% slovenskega gospodarstva, gledano po prihodkih, in deli popolnoma enako usodo kot celo ostalo gospodarstvo. Zavedati se moramo, da so se razmere v Sloveniji tudi na strani potrošnikov izjemno spremenile. V zadnjem kvartalu letošnjega leta zapažamo trend padanja potrošnje. Ta trend je bil že v mesecu oktobru 1,6% padec prihodkov, kljub inflaciji pravzaprav, kljub podražitvi hrane, ki je bila praktično 12% v 11 mesecih letošnjega leta napram lanskemu letu, vendar obseg potrošnje pada, potrošniki so čedalje bolj previdni. Tako da se nam ne obeta pravzaprav nič dobrega, bojimo pa se tudi odliva kupne moči. Zakaj? Sosednja Hrvaška je kot ukrep sprejela kapico. Naša podjetja pravijo, da na Hrvaškem bodo razumno preživela, električna energija, cene bodo dražje, vendar razumno dražje. In seveda potrošniki, tisti, ki imajo pač to priložnost, se bodo orientirali po konkurenčnih cenah in tako tudi pričakujemo določen odliv torej čez mejo. Tako da se nam ne obeta nič dobrega, na eni strani pritisk na stroške, tako zaradi cene električne energije, tako zaradi buma cen, ki ga pričakujemo v mesecu januarju, na drugi strani že sedaj zaznan padec potrošnje in pa seveda odliv kupne moči. To je slika, to je perspektiva slovenskega gospodarstva in seveda tudi trgovine v prihodnjem obdobju. Hvala lepa. Hvala. Naslednji bo gospod Lotrič, tudi lahko čas premaknete mikrofone. Jaz bi prav pred tem poudaril, da zakon, ki ga danes sprejema Državni zbor, naslavlja tudi problematiko subvencioniranja čakanja na delo oziroma skrajšanega delovnega časa. Nekaj pripomb delodajalcev je vlada upoštevala, ne pa vseh. Pa zato sprašujem gospoda Lotriča za njegovo mnenje, ali bo ta mehanizem sploh učinkovit, tako kot je predviden v tem zakonu. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu Združenja delodajalcev, obrti in podjetnikov. Zagotovo sta te dva ukrepa v času, ki prihaja, potrebna in nujna. Bojim pa se, da bi morala te dva ukrepa naslavljati v svojem zakonu. Zakaj? Upravičenci do pomoči skrajšanja delovnega časa in začasnega čakanja delo doma ima vstopni pogoj
da so upravičeni do sofinanciranja električne energije. Tukaj smo opustili, zgrešili eno armado obrtnikov in podjetnikov, ki imajo priključno moč do 84 oziroma 86 kilovatov, na kar verjetno ni ob tem zakonu nihče pomislil, čeprav na naše priporočilo, da naj bojo vsi upravičenci teh dveh ukrepov, do tega ni prišlo. To je pomeni največja grožnja napaka teh dveh ukrepov v tem zakonu. Seveda sama ukrepa trajata 3 mesece. V teh 3 mesecih je podjetje lahko upravičeno do 1 mesečne podpore plus še 1 mesec, kar pa ob enih resnih posledicah ne vem, če je to zadost, če se spomnimo 2-3 leta nazaj. Tako da, ja, drži, tudi vlada je sledila našemu predlogu oziroma Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v smislu, da vložek v zeleni prehod bo v obsegu 50% prejete subvencije in to v času 30 mesecev. To znižanje praga je dobrodošlo, še vedno pa smatramo, da če podjetje prejme pomoč za skrajšanje delovnega časa, potem pač nima denarja še za zeleni prehod. Toliko za enkrat, hvala lepa. Hvala, naslednji bo gospod Brodnjak, ja. Gospod Brodnjak, predsednik AmCham Slovenija, vi ste še do nedavnega v javnih komentarjih bili kar optimistični glede gospodarske rasti in zaposlenosti, ste pa opozarjali, da bo glavni izziv ravno cena in dobavljivost elektrike za industrijske sisteme. Pa me zanima, so se v luči današnjega stanja, ko cene na elektrike na borzah še vedno bistveno ne padajo in ko slišimo celo opozorila o zanesljivosti dobave, vaše prognoze kaj spremenile? Bili smo optimistični, ker smo računali, da se bo Sloveniji to zgodilo in to do pred nekaj tedni nazaj. Zdaj pa opažamo seveda, da se bolj ukvarjamo s tem, kdo bo koga varoval, pa kje bo kdo kadroval policiji, kot pa z resnimi gospodarskimi vprašanji. Ne vem, če se vsi zavedamo, da danes za to mizo sedijo predstavniki vseh, ki ustvarjajo vrednost te državi. Neto plačniki davčnih in prispevkov. Ne vem, če se zavedamo, da je pred nami zgodovinska priložnost, ki bomo lahko naslovili le, če bomo samo primerljivo konkurenčni, ne pa v slabšem položaju kot nemška industrijska podjetja. Slovenija je drugo najbolj industrializirano in tretje najbolj diverzificirano gospodarstvo v Evropi. Seveda smo pred velikimi izzivi zaradi izgubljenega kompasa v Evropi in pritiskov na deindustrializacijo Evrope. Omenjali so kolegi prej, kakšne cene je moja seveda ameriška, pa kitajska tudi po 90, pa mimogrede bosanska po 52, ker seveda imajo presežek proizvodnje energije. Mi pa na tem mestu ne pričakujemo več. Mi pa zdaj zahtevamo. Slovensko gospodarstvo bo ta denar, za katerega se bo proračun moral zložiti, vrnilo v nekaj letih zagotovo, ker bo mednarodno konkurenčno. Sicer bomo imeli seveda velike izzive zagotavljanjem zaposlenosti, kar bo seveda neposredno prevaljeno na pleča proračuna, in seveda velike izzive s tem, da bomo zamudili zgodovinsko priložnost, ki pride v to smer enkrat na 100 let. Globalne nabavne verige se premikajo v srednjo Evropo. Mi smo izjemno dobro pripravljeni s svojimi inženirskimi kapacitetami, svojimi proizvodnimi kapacitetami, ampak kaj nam to pomaga, če imamo seveda strukturo gospodarstva, ki je močno energetsko intenzivna, zato ker je industrializirano. Lahko začnemo spominjati paradigmo in deindustrializiramo Evropo, pa se potem začnemo spraševati, od česa bomo živeli, ampak to bo seveda dolgoročnejši proces. Hkrati pozivamo oblast, da za božjo voljo naposled začnemo graditi energetske objekte. To je kratkoročni sanacijski prijem zdajle, da zagotovimo primerljivo ceno elektrike slovenskemu gospodarstvu. Kdaj se bomo odločili glede izgradnje drugega bloka nuklearne elektrarne? Ali bomo spraševali narod in to čez 4 leta, ali imamo vlade za to, da sprejemajo odgovorne odločitve, če jih ne potrebujemo? Kdaj bomo zgradili še kako hidroelektrarno? Oziroma, koga vse bomo poslušali v tej državi in bomo še bolj zapadali v odvisnost, že drugi blok ne bo dovolj. Mi pa nismo sposobni umestiti v prostor enega energetskega objekta. Ljudje, čas je za resno streznitev. Slovensko gospodarstvo je, kot rečeno, odgovorno, pripravljeno nasloviti in izkoristiti zgodovinsko priložnost.
Zagotavljam pa vam, da če cene elektrike ne bodo konkurenčne, temu ne bo tako. Še več, Slovenija bo seveda ne samo stagnirala, ampak imela zelo velike izzive ohranjati svojo konkurenčno sposobnost. In veliko sreče nam želim potem pri napajanju Zavoda za zaposlovanje, zato ker bomo seveda preselili ta strošek neposredno na proračun, ker bomo dejansko prilagali obseg zaposlenosti, ker ne bo alternative. Ko si enkrat umaknjen iz nabavne verige, se lahko boriš 10 let, da se boš vrnil v to nabavno verigo. To kolegi, ki so v izvoznih dejavnostih delujejo, zelo dobro vedo. Mi pa posredno, ker se s temi pogovarjamo seveda skozi celotno obdobje in vemo, kakšne težave smo imeli seveda že v preteklih krizah. In zdaj smo res izjemno pozicionirani, nas boli neizmerno, ko vidimo, da teh priložnosti ne bomo uspeli izkoristiti. Zato pa res zadnji poziv v tem letu, da se v tem letu cene elektrike v Sloveniji zagotovijo na ravni nemških, če se že ne morejo seveda na kakih drugih. Hrvaška je uvedla razvojno kapico in energetsko kapico in tja se selijo digitalni nomadi z celega planeta. Mi smo pa nedavno še bolj obdavčili najbolj ambiciozne in najustvarjalnejše in svojim podjetjem ponujamo cene elektrike, ki so nekonkurenčne. Hvala. Naslednji bo gospod Božič, predsednik Združenja Menedžer. In na levi strani. Morda, gospod Božič, medtem ko pripravlja mikrofone, še ena zadeva bode v oči, da so v bistvu veliki porabniki v tem trenutku edini v državi, ki še ne vedo, po koliko bodo plačevali elektriko v prihodnjem letu. Zanje ne bo regulirana cena, kot na primer za gospodinjstva ali pa majhne porabnike. Se vam ne zdi, da država ne bi smela delati takih razlik med gospodarskimi subjekti? Hvala. Lepo zdrav tudi z moje strani in Združenje Menedžer. Absolutno se strinjam. Jaz bi samo še enkrat podprl vse to, kar je bilo rečeno do zdaj in posebej nazadnje zdaj kolega Brodnjak. Mi v Združenju Menedžer to vse skozi že poudarjamo. Za resen standard, za standard, ki pritiče evropski državi in Evropi kot kontinentu, mi industrijo potrebujemo. Industrija ima seveda karakteristiko, da porablja več energije kot pač nekateri druge dejavnosti. In zato si moramo zagotoviti v Evropi pogoje, da bo pač energija tudi konkurenčna, cena energije. Zato se pridržujemo vprašanju, če se sploh naša vlada in tudi Evropska unija zaveda, kaj to pomeni, proces deindustrializacije, ker to pomeni, da smo na poti v revščino kot kontinent. In seveda Slovenija še posebej, ki je pa odvisna še bolj od tega. Da je potreben razmislek zdaj v Evropi, kaj je resnično zelena politika. A je električni avto resnično zelen, a je podpiranje električnih avtomobilov, če nimamo niti surovin za baterije in še elektriko proizvajamo na nezelen način, res ta prava smer, ker za mene je to podpora kitajski industriji, ki to vse ima in ki se bodo lahko pač osvoji evropski trg kot samo en delež, en drobec. Se pravi, da je zame nujno, mi smo enakopraven član Evropske unije Slovenija, ne glede na to, koliko smo mali nismo. Ostajajo mehanizmi Evropske unije. Mislim, da je potrebno po mizi udariti in na koncu ne more biti, da imamo mi v Sloveniji najvišjo ceno električne energije daleč naokoli in da vse druge države najdejo neke mehanizme, kako pomagajo svojim gospodarstvom, samo v Sloveniji ne. Jaz postavljam tudi vprašanje vladi. A obstajajo analize za naše gospodarstvo, pa medsektorske analize in tako naprej, za vplive vsega tega, kar se tukaj pogovarjamo? Kaj pomeni januarja, februar, marca, junija drugo leto, če bo elektrika 300, 400, 500 evrov za megavatno uro? Koliko podjetij bo ustavljenih? Koliko ljudi bo brezposelnih? Koliko malih podjetij bo za to propadlo, ker delajo za ta velika podjetja? Koliko ne bo izvoza? In koliko bo seveda deficit v proračunu? Dost laični izračune nekaterih strokovnjakov, ki smo jih mi konzultirali, govorijo o gromozanskih zneskih, ki jih tukaj niti ne bi rad zaradi sejanja panike
niti obelodanil. Mi se moramo s tem resno ukvarjati. To je ena stvar. Hkrati pa nas učijo izkušnje, pa moje izkušnje iz preobratov v podjetjih, ko gasiš, in zdaj trenutno gasimo, pogovarjamo se o subvencijah, ki seveda imajo zelo omejen doseg, ker pač je naš proračun mehen, ne, in lahko zelo hitro pridemo do tega, da bomo morali prenehati s tem, ker enostavno bomo bankrotirali kot država. Se pravi, se moramo hkrati ukvarjati z reformami. Kaj bomo naredili, da bo pa čez 2, 3, 5 let drugače? V Združenju Menedžer smo že pred volitvami izdelali program za dvig blaginje. O tem smo poročali, smo imeli okrogle mize in kakorkoli. Čestitali smo novi vladi ob izvolitvi in še do danes nismo dobili vabila na srečanje, da bi lahko o tem spregovorili. Mogoče ta program ni potreben, mogoče ima vlada boljšega, mogoče smo na poti k reformam, samo mi tega ne vidimo. Trenutno poslušamo, da bodo reforme se začele nekaj daljnega leta 2024, do takrat moramo biti pač pridni in počakati. Nimamo časa do konca leta 2024 za reforme. Z reformami moramo začeti takoj. Naše gradivo, ki ga ponujamo, ima noter ukrepe, opisuje vse sektorje, delalo ga je 75 vrhunskih strokovnjakov. Ne trdimo, da je to najboljši dokument na svetu, vendar je lahko predmet za dialog. V tej državi se moramo začeti pogovarjati, ne o tem, kdo koga varuje, ker meni je to že banalno in grozno, ampak o tem, kaj bomo počeli v tej državi, v katero smer gremo, katerega bomo podprli, s čim, zato da bomo še boljše lahko delali in da bomo na koncu več zaslužili in da bomo potem lahko več razdelili. V tej državi se pogovarjamo samo o delitvi. Vsak kmet ve, da mora najprej proizvesti stvar, najprej mora krava mleko dati, da ga lahko mlekarni proda, da ima lahko kaj od tega. In na betonu tudi nič ne raste. Beton pa je naša davčna politika, birokracija, razpadli državni podsistemi, kot je zdravstvo, ne samo, da imamo 100.000 ljudi brez zdravnika. Tudi tisti, ki imamo zdravnika, do njega ne pridemo. In tudi, če pridemo, če je sistem v razsulu, kaj ne potem počnemo? A se sploh zavedamo, da gospodarstvo tudi ne more delati, če so državni podsistemi v razsulu? Dajmo se začeti o tem pogovarjati. Hvala. Hvala. Še gospod Knez, podpredsednik Slovenskega podjetniškega kluba. Medtem morda vprašanje, zdaj lepo se sliši, da vlada namenja za pomoč gospodarstvu 1,2 milijardi evrov. Ko pogledamo v drobovje, ugotovimo, da bo v bistvu za subvencije na razpolago le 850 milijonov, 100 milijonov za čakanje na delo in preostalih 250 milijonov so v bistvu povratna sredstva. To pomeni, da bodo podjetja dobila manj od teh napovedanih 1,2 milijardi, pa tudi, če bodo vloge presegle ta znesek, bodo dobile sorazmerni del, kar pomeni še manj od tega, kar si bodo lahko na podlagi tega zakona izračunala. Kakšen je vaš pogled? Ko govorimo o subvencijah, si nekako občutek, da vlada pomaga gospodarstvu, ampak dajmo se spraševati, dajmo se vprašati, kje je pa tisti osnovni greh, zakaj imamo mi najvišjo ceno električne energije v Evropi praktično. Mi proizvajamo svojo električno energijo po ceni, približno 50 evrov na megavatno uro, proizvedemo pa 80% svoje električne energije. In zdaj tudi, če moramo tistih 20% kupiti po 300, 400, 500 evrov, če to zračunamo, pridemo na okoli 100 evrov na megavatno uro ali pa kakšen evro več ali pa manj. In zakaj dobivamo ponudbe za 450 evrov na megavatno uro? Zakaj moramo devati subvencije? To je tisto za mene ključno vprašanje, na katere ne dobimo odgovora. Pri pogovoru z ministrom Kumerjem je dejal, da so se v začetku leta podpisale škodljive pogodbe, po katere je slovensko elektrogospodarstvo prodalo električno energijo po zelo nizki ceni, sedaj pa kupujemo po zelo visoki ceni. In jaz mislim, da je najprej vprašanje,
kdaj se te pogodbe zaključijo, kdaj bomo lahko kupovali svojo lastno energijo po nizki ceni, da ne bomo obremenjevali bodočih rodov z dodatnim zadolževanjem. In tega odgovora nimamo. In jaz mislim, da pri podpisu pogodb je to ključnega pomena. Če se te pogodbe resnično stečejo sredi drugega leta, zakaj gospodarstvo ne podpiše pogodb za pol leta, teh možnosti skoraj da nimamo, sploh manjši ne, in potem podpišemo pogodbo, da kupujemo svojo lastno energijo in ne obremenjujemo proračuna. In jaz mislim, da je to tisto prvo vprašanje, na katerega bi želeli imeti odgovor. Elektrodistribucijska podjetja, proizvodna podjetja so odgovorila, da je to poslovna skrivnost. Za mene to ni odgovor. To so državna podjetja, mi smo državljani, mi smo tako rekoč lastniki teh podjetij in mislim, da si zaslužimo odgovor na to vprašanje. In potem se lahko pogovarjamo, koliko subvencij bo potrebno, zakaj so sploh potrebne. Moramo tudi se vprašati, kdo je podpisal te škodljive pogodbe in moramo, tako kot so že sogovorniki rekli, moramo urediti solidno, stabilno politiko gospodarjenja z elektriko in težiti k tem, da bomo samooskrbni. Hvala. Hvala lepa vsem. Zdaj pa predlagam, da gremo na novinarska vprašanja. Vas prosim samo, da naslovite vprašanje na govornika. Da kako vprašanje? Da smo biti tako izčrpni, da smo... Prosim, ja. Hvala za vprašanje. Tudi današnja novinarska konferenca ima nek namen. In sicer je to naš v nekem smislu zadnji apel, ali pa če lahko kar rečem zahteva do naše vlade, da ne glede na to, da imamo nek zakon, ki je v začetku tudi bil obetal veliko, ampak je bil na nekih izhodiščih zgrajen, ki danes ne veljajo več in po katerih naša energetska podjetja ne dajo ponudb, da se spremeni uredba, ki je nek spremljevalni akt temu zakonu in da se absolutno zameji zgornja meja cene za električno energijo, po kateri so naša energetska podjetja dolžna dobaviti elektriko gospodarstvu. Razliko do eventualne više cene, ki jo energetska podjetja pač dobivajo ali jih imajo, naj pokrije proračun. In v takih razmerah, kot jih imamo, ko je ta energetska kriza pravzaprav zgodovinsko velika in povzroča take anomalije na trgu, kjer vidimo, da trg elektrike v Evropi ne funkcionira, pač v takih okoliščinah tudi fiskalna pravila ne morejo biti edina merodajna in zveličavna, da rečejo, v naši proračunski rezervi pa ni dovolj denarja, da našemu gospodarstvu damo več kot nazivnih 800 milijonov evrov. Teh 800 milijonov evrov tudi približno ni dovolj, če želimo v teh okoliščinah, kot jih imamo danes na trgu, pri takih cenah, slovenskemu gospodarstvu omogočiti konkurenčne pogoje, da bodo lahko naprej funkcionirala, izvažala, da bo lahko malo gospodarstvo v velikih funkcioniralo in tako naprej in tako naprej, da se bo polnil proračun. Mi bomo s tem, ko preplačujemo ceno elektrike, polnili ta proračun in samo en del tega denarja dobili nazaj. In če nekdo postavlja fiskus kot edino zmerodajen ta trenutek za to, da se omeji taka pomoč, potem zelo greši in nekdo mora to presekati. Torej, še enkrat da ponovim, mi pričakujemo, ne glede na sprejetje današnjega zakona takega kot je, ki je bil, moram poudariti, v zadnjih tednih z veliko skupnega dela z Ministrstvom za gospodarstvo in infrastrukturo tudi skupaj, bom rekel, pripeljan do neke točke, da je užiten in tudi v zadnjih dneh
precej korigiran z nekimi vstopnimi kriteriji in pogoji, ki so bili v štartu nemogoči, nesprejemljivi za gospodarstvo. Hvala Bogu se je to precej korigiralo v zadnjih dneh. Če že nočemo kapice, ne vem sicer zakaj, a ne, po zgledu nekaterih drugih držav, potem dajmo vsaj s to uredbo omogočiti, da bo ta zakon, ki bo danes po vsej verjetnosti sprejet, tudi imel nek učinek. Za subvencijami vred nekje tam, ja. Imamo še kakšno vprašanje? Nič, potem se zahvaljujem tako novinarjem kot sogovornikom, ki bodo verjetno tudi na razpolago, če boste potrebovali še kakšna dodatna pojasnila ali pa izjave. Hvala lepa.